Potem Daud, pisatelj, alžirski tudi, ki je v enem svojih člankov v Le Mondu keltske dogodke povezal z islamom, pa je sam musliman. In ga je levica francoska strašno napadla kot islamofobnega. In kaj se je potem zgodilo? Ta človek enostavno prišel v take škripce, da je rekel, da zdaj pa ne bo nič več napisal. Je umolknil, pa dober pisatelj. Ampak, se pravi, imate vi ljudje v islamskem svetu, celo v islamskih državah, ki bi radi imeli rečemo temu, res velik islam, v žlahen islam, in se zanj borijo, pišejo, potegujejo. Ampak v Evropi naredijo na levico, ki jih zmerja za islamofobne, doma jih imajo pa za odpadnike. Tako da... Gospod Cvik, to je vse v redu. Se strinjam v določenih zadevah, ampak mislim, da to ni način, da v Sloveniji recimo govorimo o takšnih zadevah, da enostavno poskušamo ljudem dopovedati, da je islam takšen, radikalen in tako dalje. Mislim, da to ne prispeva k nekemu, evo da rečem, da se ponovi sobivanju. Mi smo tukaj že desetletja in imamo odlično sodelovanje. Ne vem, zakaj takšni naslovi v Sloveniji, zakaj moramo recimo govoriti o tem, zakaj moramo pisati, zakaj ljudje seznanjati s takšnimi napačnimi stvarmi. To mene skrbi. Jaz sem povedal, da se islam sam lahko brani in da lahko preživi tudi takšne naslove. To ni problem. Ampak ne vem, zakaj vi kot profesor, kot duhovnik poskušate v tej negativni luči toliko govoriti s takšnim nabojem v islamu. Zakaj je to potrebno? Ne gre za... Jaz vas razumem po eni strani, po drugi pa ne. Razumem vas, da hočete tako nekje nasplošno braniti islam. Poglejte, sami ste imeli težave v vaši skupnosti, mislim, da ste se tudi tožarili z gospodom Čogičem. Potem, poleg vaše skupnosti je torej še njegova skupnost, potem imate dve skupnosti, ki smo se križili, še vedno v 2005. Gremo naprej, smo v 2007. Ne, gre za to, da je znotraj islama pluralizem. Samo v Sloveniji tudi nekoliko katoliških. Seveda imate vse, kar hočete. Vse so... Zakaj to potencirate? To je za nas... Ne gre za potenciranje, gre za to, da se pač moramo Torej, dobro, dajmo mi končati, če imate vi vprašanja. Ne bomo strinjali, da ste jo prebrali. Jaz cenim, da ste tudi nam prišli to povedati, ker to tudi pokaže na eno gesto po dialogu. V končni fazi bi mi lahko rekli. Ja, se, hvala, da se začel pogovarjati. Samo, da se ne bomo zdaj mi tu skregali, tisti, ki si želimo dialoga. Zato bi vam jaz postavila pa vsaj še eno vprašanje, no, potem bom dala publiki možnost. Kako pa se počuti, ne nazadnje tudi mi vsi imam, jaz imam, ne vem, veliko prijateljev med muslimani, pa nikoli ob njih ne pomislim na teroriste, ne. Zato bi vas mogoče samo vprašala, kako pa se vi počutite muslimani v Sloveniji ob teh posameznih terorističnih napadih, ki vemo, za katere recimo islamski skrajneži prevzamejo odgovornost. Kako se vi takrat počutite? Se tudi vi kdaj sami počutite ogroženi? Ob tem gotovo ne morete ostati ravnodušni. Kako se vi počutite? Slabo. Tudi jaz slabo. Ampak potem, mogoče tu pride do ene težave, ker vi mogoče nikoli tega ne poveste, ali pa vas mi ne slišimo. Ma ni res, ker ne spremljate naših spletnih stran. Mi smo pred 2 letoma objavili deklaracijo o tem na naši spletni strani, smo poslali tudi v medije, ampak pogledajte, ko je nekaj pozitivno v tem mediji, to ne objavlja. Vedno iščejo neko negativno novico, da bi potem o tem pisali in poročali. Torej, islamska skupnost se oglaša, obsoja, jaz sem bil celo pri francoskem veleposlaništvu,
veleposlaniku, torej, ker je bil mufti izven države in sem takrat tudi v imenu islamske skupnosti izrazil naše sožalje in tako dalje. Torej, mi se vedno oglašamo, ampak nas se ne sliši. Mi smo promejna skupnost v Sloveniji, da bi lahko delali neke velike stvari. Torej, naredimo toliko, koliko je pač v naši moči. Hvala.